Z novo okrepitvijo med zdravniškimi vrstami so bolniki in zaposleni na ljubljanski urgenci lažje zadihali. Ura pa pol je minila, odkar sem prišla, imam že gips. Zdaj se počasi vračamo v stare tire. A to je le gašenje požara. Podjemno pogodbo je podpisal le en zdravnik, drugi bo o zaposlitvi še razmislil. Drugač bojo pa podpisali te sobni zdravniki, ki bi itak radi pri nas delali, te bodo ta teden in dva kolega z pokoja bi tudi pomagala. Vsaj teden so na urgenci začeli optimistično. Spet delata obe urgentni ambulanti. Jaz mislim, da več kot 2 ure danes ni še noben čakal. No. Za koliko časa že čakate? Jaz čakam že 4 ure, 5. Pritisk bolnih je očitno še vedno prevelik. Pravica do kakovostnega zdravstvenega varstva je temeljna pravica vsakega državljana. A če se bo divje varčevanje nadaljevalo, bodo pacientove pravice ostale le mrtve črke na papirju. Opozarja slovenski kirurg Loredan, ki sicer trenutno dela v tujini, a dramatične razmere v slovenskem zdravstvu zaskrbljeno spremlja. Pacienti so in bodo vedno bolj občutili, da pravice, ki so zapisane, jih pravzaprav nimajo več. A zdaj je treba počakati na finančni načrt UKC-ja in prav pri denarju se navadno vse konča. Mi bi potrebovali novo urgenco, ker ta urgenca smo ugotovili vsi skupaj takrat z ministrom pred 11 leti, da je povsem zastarela. Seveda delamo skozi na robu in ko je 6 kolegov ni mogli več delati, se je to sesulo, ker nismo imeli rezerve. To pa je začetek padanja domin v slovenskem zdravstvu, ki se bo slabo končal za bolnike, meni Loredan, če mu hitro ne bomo stisnili finančne injekcije.